glede na 18. člen naše ustave, ki pravi, da na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. To je izredno pomemben člen. 18. člen ustave nam daje pravico do svobodne odločitve. Ali bomo sprejemali določena zdravila, cepiva, načine zdravljenja, ki nam ga priporočajo zdravniki, ki so zavezani farmaciji in tistim ustanovam, ki ne poznajo tega člena, ampak poznajo predvsem ekonomijo in pa materialne interese. Danes želim, da se vsi vprašamo, ali je življenje res življenje, ali je življenje trpljenje. Če bi naredila anketo med starejšimi ljudmi, bi mi vsi povedali, da je življenje trpljenje. Spominjam se starejše gospe, ki sem jo peljala nekaj let nazaj, ki mi je rekla sledeče: res si želim čim prej umreti, ker me vse boli. Ja, ljudje, ko so starejši, imajo zdravstvene probleme. Pa se vprašajmo, zakaj jih imajo. Kje so korenine njihovih problemov? Zakaj nismo pri 120 letih vitalni, zdravi, veseli, srečni? Zakaj ogromno ljudi umre v bolečinah, z rakom, v trpljenju? Zakaj? Ja, sistem želi imeti bolnike, da imajo zdravniki delo, da ima farmacija dobiček. Sistem želi imeti delo z bolniki in sistem ne podpira zdravega načina življenja, niti ne podpira zdravega odnosa med nami in med njimi. Imamo odloke, imamo predpise, imamo nasvete, ki ne podpirajo zdravega načina življenja, ampak podpirajo cepljenje. Ja, danes želim govoriti o cepljenju. Pa ne o cepljenju nas starejših, ampak o cepljenju dojenčkov, o cepljenju otrok, ki še niso šli v šolo in so starši za njih odgovorni. In starši jih cepijo zato, ker so prisiljeni jih cepiti, ker jim grozijo denarne kazni, če jih ne bodo cepili. In to velike kazni. In tukaj smo sedaj v situaciji, ko moramo pogledati pravice dojenčkov, pravice otrok, ki so na en način v določeni družini, ki imajo določena spoznanja in ne upoštevajo njihovih želja, ampak starši upoštevajo predpise,
starši so prisiljeni ubogati na svete pediatrov, na svete vlade. Zakaj? To je agenda. Bolezen je denar, tako kot je vojna denar. In le kaj bi delali, če ne bi bilo bolezni, če ne bi bilo prepirov, potem bi bilo med nami zdravje, veselje, dobesedno raj. In veselje, ki vsakega razveseli, ko je v družbi veselih, zdravih otrok. Otrok, ki je star 3 mesece, je odvisen od spoznanj svojih staršev. In vendar so starši prestrašeni, zato ker jim pediater dobesedno vsiljuje cepljenje in jih straši, da otroci ne bodo mogli iti v vrtec, če ne bodo cepljeni, ne bodo mogli iti v šole, ker za vse to poskrbi država in država je tista, ki sugerira, ukazuje, prisiljuje starše otrok, da jih cepijo. Zakaj? Zakaj? To je agenda. To je sistem, ki živi samo, če so ljudje bolani, če ljudje se cepijo, če jemljajo zdravila, če niso preveč zdravi, ker potem bi živeli 120 let in to v radosti. Cepiva, ki jih dobimo v otroštvu, so kot mine zakopane v zemljo, ki, ko se pojavi situacija, da se dotaknemo te mine, eksplodira. Dokler smo mladi in imamo še dober imunski sistem in še nimamo veliko let, nekako živimo. Naši potenciali so bistveno večji, kot jih živimo. Ne živimo svojih potencialov. Nekje smo v kletkah sistema in ta sistem nas na en način vodi, da smo do 50. leta nekako preživimo, imamo nekaj bolezni, ki jih zdravijo z zdravili, stranskimi učinki seveda, in vendar je sistem tako narejen, da ne gremo v smer večnega življenja v telesu in popolnega zdravja in radosti, ampak v smer, da ljudje se starajo in pač zaradi številnih zdravstvenih problemov umirajo. Eni pri 50, 60, 70, 80 letih, pri 90 letih so več ali manj podvrženi raznim tabletam, raznim težavam zdravstvenim, imajo pomoč v vozičkih, s palicami hodijo, težko se premikajo in njihova penzija se porabi za vzdrževanje nege v domovih in njihov odhod iz te zemlje je žalosten, ker se čutijo, da so odveč, da so v breme družbi, ker ne morejo več za sebe skrbeti. In za njih je evtanazija nekaj rešitev, češ ne bom v napoto otrokom, ne bom v napoto družbi.
To je velika tragedija človeštva. In to moramo zaustaviti. To se mora prekiniti. Ker moramo dati življenje na prvo mesto. Naravno življenje. Naravne zakone. Matematično logiko. In dati na prvo mesto pravico do radosti življenja in do odločanja, ali se bomo cepili, ko bomo dovolj zreli za tako odločitev, ali nas bodo starši cepili, ker so pod prisilo svojih zdravnikov in sistema, ker pravilno bi bilo, da bi se otrok odločil za cepivo šele pri 18 letih ali vsaj pri 15 letih, ko je toliko zrel, da lahko prevzame odgovornost za svojo odločitev. Prevzeti odgovornost za svojo odločitev je nujna, je uzakonjena v ustavi, ki v 18. členu pravi, da je na človeku prepovedano delati medicinske ali znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. Ampak dojenček pri 3 mesecih, pri 8 mesecih nima svoje svobodne volje, se še govoriti ne more. Starši ga cepijo, zdravniki pravijo, so stranski učinki, ampak to bo minilo. In program cepljenja do osnovne šole je neizprosen. Meni se ti otroci neizmerno smilijo. Resnično se mi smilijo, ker nimajo svojega glasu, da bi rekli ne. Nimajo možnosti reči ne. Zato, ker so nebogleni, ker so prepuščeni sistemu, ker so starši pod pritiskom, ker ne morejo dati svojih otrok v izobraževalni proces, grozijo jim neverjetne kazni. In tukaj nihče ni osebno odgovoren za posledice cepljenj. Nihče. Niti zdravnik, ki da cepivo, niti sistem, niti država ne prevzema odgovornosti, ker starši morajo dati svoje pisno dovoljenje, da cepijo svoje otroke. In to pod prisilo, kar je kaznivo dejanje. 17. člen ustave pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni in vendar cepiva povzročajo smrt, prehitro smrt, povzročajo stranske učinke, bolezni. In imamo kar nekaj primerov, ko se starši trudijo dokazati, da so cepiva škodovala njihovim otrokom, ker je sistem tako mogočen, tako močan, da starši bijajo bitko, ki je resnično boleča. In na žalost, trenutno še ni sistema v Sloveniji in ne v svetu, ki bi zaščitil starše, kadar so njihovi otroci dobili napačen odmerek cepiva in imajo velike posledice. Ni zaščite. Samo morate se cepiti, ker s tem boste zaščitili ostale, ker bo s tem, s to precepljenostjo ne bo bolezni. In to ni res, ker bolezni je vedno več, samo imena so druga. In ko se cepiš za eno bolezen, se pojavi druga bolezen z podobnimi učinki, rezultati, simptomi, ampak ima drugo ime. In potem novo cepivo in še novo cepivo. In tukaj
so kršene človekove pravice od vsega začetka. Jaz osebno sem bila nažalost tudi cepljena kot otrok. In vem, da sem imela posledice in jih še vedno imam na fizičnem nivoju, ne v duhovnem. Moj duh se je razsvetlil, vendar moje telo ni tako, kot bi bilo, če ne bi bila kot otrok cepljena. Če bi lahko živela v naravi, se hranila z naravno čisto zdravo hrano, pila čisto vodo, živela v lepem okolju, ker bi bila ljubezen, prijateljstvo. Če mi zdravniki ne bi dajali nasvetov, ki so bili za mene škodljivi, če. Jaz osebno bi lahko napisala 3 knjige, koliko škode mi je sistem naredil mojemu življenju. In zadnjih 30, 40 let, vse, kar počnem je, da odstranjujem posledice cepiv, ki sem jih jaz dobivala. Posledice zdravil, ki sem jih jaz morala jesti. In posledice vsega ostalega, kar sem jaz doživljala. Lahko bi živela radostno življenje. Lahko bi se cel dan smejala in se veselila življenja, ne pa da se s svojim denarjem, s svojim znanjem resnično trudim živeti po naravnih zakonih in odstranjujem posledice preteklih dejanj, ko sem bila zavedena, ko so bili moji starši zavedeni, ko me je družba zavedla, ko so mi zdravniki zavajali, ko me je medicina z svojimi strupi in tableti uničevala moje zdravje. Rodila sem se kot krasna punčka. Jaz se še spominjam, kako radostna sem bila, kako neskončen vesel otrok sem bila. In spominjam se, ko smo stali v vrsti v kratkih hlačkah v zdravstvenem domu in čakali na cepivo. Ko sem bila še v vrsti, preden sem dobila cepivo, smo se otroci hihitali, smejali, veselili. Ko pa sem prišla na vrsto, me je zagrnila tema. Radost je izginila. Spominjam se, da sem imela posledice cepljenja. Mama me je morala peljati v bolnico. Nisem mogla niti hoditi, nisem mogla niti držati v rokah koščka kruha. Ja, posledice cepljenja. Premočna doza je bila. In jaz imam še vedno posledice cepljenj. Zato je moje življenje, v drugi polovici mojega življenja, ena velika borba, da živim, da še živim, da s pomočjo prehrane, s pomočjo duhovnih praks, meditacij, nekako še živim na tej zemlji v fizičnem telesu. Verjemite mi, da če ne bi imela cepljenj in vseh teh kemijskih zdravil, ki sem jih dobivala skozi moje življenje, in vseh posegov zdravnikov, bi bilo moje življenje veliko lepše, veliko bolj kreativno. Koga naj sedaj tožim? Mamo, ki je bila naivna in me je dala cepiti? Očeta, ki ni zaščitil mame? Zdravnike, ki so ubogali agendo in delali za denar? Koga naj tožim? Državo, ki je mrtva? Koga naj jaz tožim za moje probleme? Koga? Boga, ki me ni zaščitil, ki ni
razsvetljiv moje mame, očeta in zdravnikov in države in ljudi, koga naj tožim? Kdo mi bo povrnil vse moje ure trpljenja, bolezni, težav, solz? Kdo mi bo vse to povrnil? Mogoče država? Mogoče predsednica naše Slovenije? In bo rekla, moramo dati odškodnino vsem ljudem, ki so trpeli. Ne bomo več denarja zapravljali za orožje, za vojne, za policijske preiskave in akcije, ampak za življenje. Bomo nagradili vse te naše državljane z dostojnim zneskom za njihovo trpljenje, za njihovo životarjenje v življenju. Bomo dobili tak odlok? Fino bi bilo. A bomo dobili še nov odlok, da tisti, ki govorimo resnico, da bomo kaznovani z denarno kaznijo, tisti, ki se prizadevamo, da naši vnuki ne bi bili cepljeni, ker starše strašijo s kaznimi, da otroci ne bodo mogli iti v vrtec, ne v šolski sistem, ki lažejo, da so cepiva nujna za življenje. Ljudje, ki me poslušate, smo v prelomni situaciji. Ali bomo šli v smer življenja in bomo dali življenje na prvo mesto in dali zdravo vodo na prvo mesto, zdrav zrak in prepovedali vsem avionom, ki spuščajo strupe v slovenski prostor, v evropski prostor, da bomo prepovedali dajati strupe v hrano, jih stresati po poljih. Če bomo to naredili, bomo ohranili življenje sebi, svojim otrokom, vnukom in vsem generacijam, ki prihajajo za nami. Če pa bomo prestrašeni in se bali odlokov, kazni, 4.000 evrov kazni, do 20.000 evrov kazni, če ne boste cepili otrok, pa bo šlo življenje v napačno smer. V trpljenje, bolezni, prezgodno smrt, životarjenje. Farmacija se veseli tega. Farmacija ima rada bolnike. Zdravniki imajo tudi radi bolnike, ker potem imajo delo. Predstavljajmo si, da smo vsi zdravi. Zdravniki nimajo potem kaj delati. Bi bili brezposelni. Če bi bili vsi srečni in v miru, tudi duhovniki ne bi imeli službe. Ker bi bili vsi sveti in veseli in radostni in zdravi. Tudi pogrebni zavod bi imel premalo dela, ker bi ljudje 120 let živeli, pa mogoče bi še vsi se zveličali in bi imeli v nebohode in bi imeli slovečno življenje in to v telesu. Kar bi bilo tudi, kar je tudi možno, ker imamo v sebi vse potenciale za večno življenje v telesu. Ampak, že to, da bi živeli 120 let, to, kar je predvideno za Zemljane, v zdravih telesih, in da bi odhajali v radosti, ko bi zapuščali ta planet Zemlja, to bi bil velik, velik, velik uspeh človeštva. Veste, ljudje verujejo v smrt.
verujejo v bolezni, verujejo v medicino, da bo izboljšala kvaliteto življenja z kemijo, s cepivi. Nekateri verujejo, da so nove vojne, biološke vojne. Z virusi, bakterijami se lahko marsikaj tudi naredi, brez bomb, brez tankov in pušk, se lahko tudi populacija bistveno zmanjša. Samo prestrašiti jih moramo, jih pocepiti z novimi cepivi, ki spreminjajo DNK in nas oddaljujejo od bistva življenja, od radosti življenja. Ja, smo v prelomnem trenutku. Tisti, ki se prizadevamo za življenje, za zdravje, za radost, za mir, za zdravo vodo, za čisti zrak. Ne bomo nehali govoriti. Ne bomo se bali kazni, ker smo zvesti življenju, spoznanjem in resnici. Tisti pa, ki delate za bolezni, za stranske učinke, ki strašite ljudi, ki lažete, ki prikrivate posledice cepljenj, ki zavajate ljudi in starše, tisti pa greste v napačno smer. Zelo napačno smer. Vsak pa nosi odgovornost za svoje besede, za svoje dejanja. Vsak za sebe. Ko sem bila pred dilemo cepiti svojega prvega sina, drugega otroka, in sem dobila tudi te pritiske od zunaj, sem preprosto zdravnico vprašala: gospa zdravnica, če želite cepiti mojega otroka, prosim, podpišite osebno odgovornost, da vi osebno odgovarjate za posledice cepljenja. A mislite, da jo je želela prevzeti? Ne. Osebna odgovornost. Lahko se sklicujemo, to je odlok, to je zahteva, to so zakoni medicine, zavarovanje zdravja. Ja, ampak kje pa je odgovornost koga? Država je mrtva. Ne moremo se skrivati za državo, za medicino. Osebna odgovornost je pomembna. In tisti, ki poznajo posledice cepljenj in ki so svobodni, ne želijo več cepiti otrok. Ker nekaj je zdravnikov, ki so zapustili ta poklic pediatra, ker se jim srce trga, ko gledajo otroke s stranskimi učinki po cepljenju. Ni normalno, da si po cepljenju bolan en teden, da imaš težave s spanjem, da jokaš, da počasi napreduješ v svojem življenju. To ni normalno. Ker če je cepljenje obvezno, mora biti to zdravilo. Brez stranskih učinkov. Popolnoma brez stranskih učinkov. In če so stranski učinki, potem to ne more biti obvezno. Še manj pa, da bom kaznovana, če nočem tega sebi in svojim otrokom dati. Tukaj ni logike. Ga ni zakona. Imamo ustavo, 17. člen, 18. člen. Znanstveni poskusi so nedovoljeni, nedopustni.
in strašiti starše, dojenčkov, da jih dajo cepiti že pri 3 mesecih, ko so zdravi, polni življenja, je zločin. Velik zločin. In take ljudi je treba dati v zapore, jih denarno kaznovati z milijon evrov odškodnine. Take ljudi, ne pa starše, ki iz ljubezni do otroka ne želijo svojemu otroku stranskih učinkov. Ljudje božji, prebudimo se. Odločno recimo ne cepivom. Tako kot smo rekli, ne cepivom za korona-19, ki se je sedaj izkazalo, da ljudje obžalujejo, da so se cepili, da so nasedli reklamam na televiziji, zdravnikom, politikom, ki so to delali za denar, brez svoje vesti. Ljudje božji, recimo ne cepivom, katerih so strupi, ki škodujejo. Pa ne bom se jaz zdaj rezati svojega prsta, zato da bom dobila eno brazgotino, da zaščitim roko, da mi jo ne odseka žaga. Ker zdaj sem pa zaščitena, ker sem že preživela eno zarezo in imam že eno brazgotino. Vsako cepivo je brazgotina. Vsako cepivo ima posledice, zato ker je v cepivih strup, kemija, bolezen, nevidna bomba, ki slej ko prej udari ven. In zakaj je treba cepiti samo zdrave otroke? Seveda, ker zdravi otroci imajo še imunski sistem toliko močan, da kljubujejo temu strupu, tem boleznim, tem virusom, in vendar je telo ranjeno. Ima v sebi brazgotino. Imunski sistem je garov. Namesto, da bi imunski sistem bil za tisto, kar je narejen, se mora še dodatno boriti proti vsem tem bacilom in virusom, ki jih umetno dajajo v cepiva. Ljudje, prebudimo se, bodimo odločni. Recimo ne vsem cepivom in recimo da življenju, čisti vodi, čistemu zraku, naravni hrani, hrani brez pesticidov, brez kemije. In odločimo se za ljubezen, za mir, za radost. In naj bojo naši otroci. Zato vse tiste, ki danes to poslušate, naprošam. Zaščitite življenje svoje in svojih otrok in svojih vnukov. Bodite glasni in recite ne cepivom, vsem cepivom, in naj sistem samega sebe uniči, če se hoče. In naj se spoštuje 17. in 18. člen ustave. In dojenčki, ki se ne morete braniti, ki ste bili cepljeni, odpustite nam, da nismo imeli ne znanja, ne moči, da bi vas zaščitili. Vsi otroci, ki ste bili cepljeni, ker nismo znali reči ne, oprostite nam, da je vaše življenje manj kvalitetno, kot bi lahko bilo, če vas ne bi zaznamovali v otroštvu s cepivi, ki so strup za telo, za dušo, za življenje. Oprostite nam. Oprosti mi, moja hčerka, da sem te iz nevednosti dala cepiti, ko si bila majhna. In nisem povezovala vseh tvojih bolezni z cepivi. Oprosti mi, žal mi je. Bila sem zavedena. Vendar sedaj, ko nisem zavedena, govorim na glas za naše vnuke, za naše pravnuke. Zaščitimo jih, imajmo jih radi, kajti ljubezen je najmočnejše zdravilo, najmočnejše cepivo,
ki odganja stran vse bolezni. Hvala vam, ker slišite in ker se mi boste pridružili pri besedici ne za vsa cepiva na tem svetu in pri besedici ljubezen v vsaki situaciji. Naj bodo blagoslovljeni vsi zdravniki, da naj se prebudijo, naj bodo blagoslovljeni vsi otroci, ki so že sprejeli ta cepiva in naj jim resnično ljubezen pomaga preživeti, ozdraviti in se boriti za sebe, za življenje. Hvala lepa za vašo pozornost.